ker sem navajena to preveriti kar od Zooma, a se me sliš vse? Cool, krasno, super. Dobar, samo da štoprca še naštimam. Okej. Ja. Evo, great, super. In govor bom začela čez 3, 2, 1. Leta 2017 je bilo globalno registriranih 18,8 globalnih migrantov. Le 3 leta kasneje je ta številka poskočila na 30 milijonov. Statistika torej kaže, da se število ljudi, katerih življenje je ogroženo zaradi posledic globalnega segrevanja, torej povečuje. Torej, da se problema v status quoju očitno ne rešuje. In če pač očitno ne rešujemo problema, potem kot razvite države imamo neko polno odgovornost, da poskrbimo za njegove posledice. Torej za vse ljudi, ki so jih posledice globalnega segrevanja ogrozile. Torej, kako bomo to naredili, to bom predstavila v naših 2 argumentih danes, ki so moralni vidik in pa ekonomski vidik. Predtem pa naj še na kratko predstavim definicije, da povemo, o čem točno govorimo. Torej, razvite države na strani propozicije razumemo kot države z visokim BDP oziroma HDI. V bistvu nasplošno države, ki imajo sredstva, da za okoljske migrante poskrbijo. Recimo države EU, Norveška, ZDA, tudi Kitajska deloma. Kot okoljske migrante razumemo ljudi, ki so primorani zapustiti njihovo izvorno regijo ali državo kot posledice sprememb v njihovem okolju, ponavadi zaradi posledic globalnega segrevanja. Čisto za primer, če dam, izsuševanje jezera Čad v Afriki, zaradi katerega je bilo zaenkrat preseljenih 4 milijone ljudi. Pomembno je tukaj poudariti, da so to ljudje, ki nimajo iti kam drugam. Taki ljudje, ki pridejo v razvite države, najverjetneje ne morejo se preseliti že znotraj njihovih lastnih držav, ker so to najverjetneje že poskusili. Torej, tisti, ki pridejo v razvite države, so tu najverjetneje za dalj časa. Zdaj pa, če kar skočim v naš prvi argument, ki je moralni vidik. Z 2 točkama bomo tukaj dokazali, zakaj imajo prav razvite države moralno obvezo, da sprejmejo vse okoljske migrante. Prva točka je, da so razvite države v veliki meri odgovorne za obstoj te vrste migrantov, saj so največje proizvajalke emisij toplogrednih plinov in nasplošno onesnaževanja okolja. Čisto za klasičen primer damo, povprečen Američan na leto proizvede 16 ton CO2 emisij. Če to primerjamo z globalnim povprečjem, je to 4 tone, kar absolutno nam kaže, da je tukaj nekaj narobe. Torej, zato imajo dolžnost reševati in pomagati ljudem, kot jim pomagamo sicer zdaj. Tukaj na tej točki lahko poudarim, da naša stran ne zagovarja le to, da pomagamo vsem beguncem, ki pridejo k nam, ker je to naša moralna odgovornost, temveč tudi, da pomagamo njihovim državam z določenimi taktikami, ki jih delamo že danes. Dogovarjamo pa tudi to, da te taktike v tem hipu niso dovolj efektivne, da bi lahko samo ignorirali problem vseh beguncev, ki so praktično na našem pragu. In pa če zdaj preskočim v naš drugi primer, ki pa je, da točno razvite države imajo in denar in sposobnosti, da lahko migrantom dajo nek kvaliteten način življenja in neke kvalitetne življenjske pogoje, ki se jih vsak človek zasluži. Pač, če čisto praktično pogledamo, če damo imigrante v neko nerazvito državo, bodo tam živeli v praktično slabših pogojih kot v neki razviti državi. Torej je logično, da razvite države, če imajo te sposobnosti in imajo neko odgovornost, da to naredijo, ne moremo reči, da to ni naš problem. Pač praktično je naš problem, da rešimo te posledice. Ampak zakaj pa točno bi bilo to tudi koristno za razvite države? V to pa se bom poglobila v našem drugem argumentu, ki pa je ekonomski vidik. S tem argumentom želimo predstaviti dejstvo, da je sprejemanje vseh okoljskih migrantov koristno za gospodarsko stabilnost razvitih držav. Kako lahko to obrazložimo? Torej, gospodarska stabilnost razvitih držav je trenutno ogrožena. Zakaj? Če pogledamo na splošno razvite države v status quoju, imamo primere staranja prebivalstva in še hkrati vedno več visoko izobraženega delovnega kadra. To povzroča pomanjkanje delovne sile v ali niže kvalificiranih poklicih in včasih tudi v visoko kvalificiranih poklicih. Podsem čisto praktični primeri so industrija, gostinstvo, fizični delavci, imamo tudi probleme s pomočjo v zdravstvu. Torej, potrebna je od nekje delovna sila in to lahko rešimo prav s sprejemanjem okoljskih migrantov. Zakaj prav z njimi? Prvo kot prvo zato, ker nimajo kam drugam. Kakor smo mi rekli, če bodo že prišli v našo državo, pač bodo zagotovo potrebovali tukaj neko službo, da se lahko preskrbijo. Torej, če delajo v okviru naše države, se te službe lahko zapolnijo in to bi bilo v interesu razvitih držav, zato ker pomeni to lahko gospodarsko rast. Torej, imamo neke koristi za obe strani, tako za migrante kot za razvite države. In posledično menimo, da razvite države imajo moralno in ekonomsko motivacijo sprejemati migrante, hkrati pa tem rešujejo življenja. Hvala vam lepa, to je bil moj govor. Zelo ponosna sem, da sem na propoziciji.
Ok, čas za pripravo je potekel, tako da bom zdaj lepo prosil prvo govorko na negacijski strani, da predstavi argumente za Novo Gorico. Izvoliš. Okay. Začnem čez 3, 4, zdaj. Pozdravljeni. Sem prva govorka negacije in danes debatiramo o trditvi, da bi razvite države morale sprejeti vse okoljske migrante. Naša stran temu nasprotuje, saj verjamemo, da so posledice navala migrantov v ciljnih državah prehude in je to le kratkotrajna rešitev, ki ne naslavlja dejanskih problemov okoljskih migracij. Bom začela z negacijami. Afirmacija je govorila, da imamo mi moralno, da ker cel svet je kriv za te migrante, imamo mi moralno obvezo, da jim pomagamo. S tem, da imamo mi dolžnost reševati in pomagati tem ljudem, se mi popolnoma strinjamo, a naša stran želi izboljšati metodo pomoči, da z njimi pomagamo tem ljudem in ne samo sprejeti ljudi v našo državo in ne konkretno pomagati. Govori se tudi, da razvite države imajo denar in sposobnosti, da pomagajo migrantom. A resnica je, da ravno ta denar bi s prihodom vseh okoljskih migrantov pošel. Govori se o tem, da veliko ljudi manjka v zdravstvu in zato rabimo te migrante. Ampak, a vi res mislite, da večina ljudi, ki prihaja iz teh držav, ki beži pred okoljskimi spremembami, je izobražena kot zdravnik? Govorili so tudi o ekonomskem vidiku in o tem, da razvite države potrebujejo migracije za izpolnjevanje služb. Ne zanikamo tega, da so nekateri migranti pomembni za ekonomijo, ampak afirmacija ignorira besedo vse migrante. Združeni narodi predvidevajo, da bodo do leta 2050 25 milijonov do 1 milijarda okoljskih migrantov. Kje boste najdli službe za te ljudi? Zdaj nadaljujem na naše argumente. Naš prvi argument je dolgoročna rešitev. Če bi razvite države sprejele vse okoljske migrante, bi matične države spravile v še slabši položaj. Se pravi, s tem, ko bi razvite države sprejele vse okoljske migrante, bi državam v razvoju vzele še vse tiste ljudi, ki imajo vsaj nekaj denarja in znanja. S sprejemanjem vseh okoljskih migrantov v državi izvora vzamemo edino možnost izboljšanja razmer. Z emigracijo vseh sposobnejših, nekoliko izobraženih ljudi, ki imajo vsaj nekaj denarja, bo brez zunanje pomoči država tako postopoma okoljsko, ekonomsko in kulturno propadla. Država izgubi mlado in delovno sposobno populacijo, ki prinese državi največje možnosti za gospodarski napredek. Izgubi tudi znanje in inovacije, ki jih ta delovna sila prinese. Sprejetje vsakega okoljskega migranta ne rešuje vzroka težave in torej predstavlja le navidezno učinkovito kratkotrajno rešitev. Če želijo razvite države pomagati žrtvam okoljskih in podnebnih sprememb, je potrebno v okoljsko prizadete države vlagati finančna in materialna sredstva za podporo, da se izkorenini problem, ne pa ukvarja samo s posledicami tega. Zaradi tega verjamemo, da bi države morale sprejeti le del migrantov, ki jih mogoče lahko izobrazijo in pošljejo nazaj v svojo državo, da jim omogočijo gospodarski razvoj in nasplošno izboljšanje razmer. A več o ukrepih, s katerimi bodo dosegli, bo kasneje povedala druga govorka. Primer je Burkina Faso. Projekt Burkina Faso je projekt, ki predvideva izgradnjo vodnjakov v določenih pokrajinah Burkine Faso, ki lahko zagotovijo oskrbo s pitno vodo več kot za 10 tisoč ljudi. In s tem so drastično izboljšali standard življenja in omogočili nadaljnje življenje prebivalcev na tem območju. S tem, da države ne bi enostavno samo sprejele vseh okoljskih migrantov, ne bi pomagali le temu območju, ampak tudi razvitejšim državam, ki vseh ekoloških migrantov ne morejo sprejeti in ker bi prebivalstvo ohranili v matični državi, s tem izboljšali stanje v državah v razvoju. In to je ekskluzivno na naši strani, ker propozicija ne rešuje izvora problema, a se le ubada s posledicami in s tem neposredno problem še povečuje. Drugi argument je posledice navala migrantov. Se pravi, razvite države enostavno niso sposobne sprejeti vseh okoljskih migrantov, saj bi to povzročilo rušenje ekonomske in družbe in okoljske stabilnosti. Več o tem bo povedala druga govorka. Se pravi, primeru. V 4. stoletju so v Evropo prišli Huni zaradi suše, ki je zajela njihovo domovino. A ko so se preselili v Evropo, so povzročili propad Zahodno-rimskega cesarstva. Zakaj? Zaradi enakih problemov, kot jih imajo okoljski migranti danes. Niso bili navajeni na moderne kmetijske tehnike, med njimi in Rimljani je bil velik kulturni šok in povzročili so destabilizacijo enega najbogatejših imperijev v zgodovini. Prekomeren sprejem ekoloških migrantov v državi povzroči destabilizacijo obstoječega sistema in poslabšanje življenjskih razmer. Če bi vse razvite države začele sprejemati vse okoljske migrante, ne bi s tem postavili le svoje državljane na slabši položaj, ampak bi tem migrantom ne bi niti izboljšali življenjskega standarda in bi jih le držali v večnem krogu revščine. Hvala. Zahvaljujem se govorki za njen govor.
Zdaj si pa lahko stran, ki zagovarja trditev, vzame 2 minutki časa, da pripravi svoje odzive. Priprava je potekel, tako da zdaj lepo prosim drugo govorko na zagovorniški strani, da predstavi svoje odzive in argumente. Izvoliš. Jaz sem druga govorka propozicije in s svojim govorom bom začela čez 3, 2, 1. Evo. Torej, moj govor bo predstavljal negacijo njihovih argumentov ter tudi ponovno vzpostavitev naših argumentov s pomočjo negacije njihove negacije. Začela bom z negacijo njihovih argumentov. Njihov prvi argument je bil, da bomo s sprejemanjem vseh okoljskih migrantov spravili matične države v slabši položaj, saj bojo odšli izobraženi saj bo odšla izobražena delovna sila. Vendar in predlagali so tudi, da bi nazaj v državo pošiljali izobraženi ljudi in torej sprejeli del migrantov in še te poslali nazaj. Vendar tukaj se moramo zavedati, te države niso v stanju, da bi lahko se razvijale, če bodo pod vodo, na primer. Do leta 2100 se pričakuje, da se bo potopilo 48 otokov. A bomo poslali ljudi nazaj na potopljene otoke? In moramo se zavedati, da te države, ki bi potencialno propadle z odhodom izobražene delovne sile, že propadajo. Dejstvo je, da bojo države propadle v vsakem primeru zaradi teh okoljskih problemov in ja, treba bi bilo to reševati strani pač globalnega segrevanja, da preprečimo globalno segrevanje, vendar to vemo, da se trenutno ne dogaja in da se stanje še slabša. Zato je jasno, da ne moremo ljudi pošiljati nazaj v državo, ki propada zaradi problemov, ki se jih trenutno ne rešuje in bojo posledice še dolgotrajne, tudi če se jih bo začelo zdaj bolj učinkovito reševati. Drugič bi rada povedala, da razvojna pomoč tistim državam in sprejemanje migrantov se ne izključuje. Mi zagovarjamo oboje. Mi želimo sprejeti okoljske migrante in hkrati pomagati državam po najboljših močeh. Poleg tega pa bi rada govorila še o posledicah za države prejemnice migrantov. Namreč, prvič, ne gredo vsi v eno državo, ne bo se zgodilo kot z zahodno-rimskim cesarstvom pred ne vem koliko stoletji, zaradi tega, ker je razvitih držav 66 in potem je skupaj z srednje razvitimi jih približno 150. To so vse države, ki bi lahko tem migrantom pomagale in ne sloni vse na eni državi, da bi prejela milijone ljudi. Države bi prejemale migrante po svojih sposobnostih in to bi se lepo porazporedilo in ne bi povzročilo rušenja cele države. Rada bi pa še negirala njihovo negacijo. Najprej, rekli so, da je naša rešitev kratkotrajna in to se mi zdi, da velja ravno za njihovo rešitev. Kajti, če sprejmeš migrante, jih potem pošlješ nazaj in rešuješ stvari samo začasno, zaradi tega, ker ko pošlješ ljudi nazaj v državo, ki propada zaradi okoljskih problemov, zaradi suše, ne bojo sploh mogli več proizvajati si hrane, ne bojo mogli imeti hiš, če jih pač vsak mesec poplava podre. To je seveda kratkotrajna rešitev. Ljudje je treba pač spraviti stran od tam. Ljudje nimajo druge izbire, kot da bi se odselili, zato tudi pridejo v razvite države. Prav tako so rekli, da bi razvitim državam denar pošel. Predstavljajte si, pride milijon ljudi v državo. Te ljudje se bodo deloma zaposlili, deloma pa bodo ustvarili delovna mesta tudi za tiste, ki so že v tej državi. Saj bodo morali skrbeti za te migrante, obstaja socialna pomoč in vse podobno in s tem se bodo ustvarila nova delovna mesta. Poleg tega pa so rekli, da seveda, da ta delovna sila, ki bo prišla, ni izobražena. In to se strinjamo, zaradi tega pa je to še toliko boljše za nas, kajti pri nas je veliko izobražene delovne sile, primanjkuje pa nizko izobraženih delavcev, ki bi lahko delali kot fizični delavci, kot v gostinstvu, tam, kjer je največje pomanjkanje pri nas. Torej to, da je delovna sila, ki bi prišla manj izobražena kot pri nas, je dobro za nas, kajti točno teh delovnih mest imamo preveč in delavcev za njih premalo. Mislim, da bom s tem kar zaključila. Hvala. Hvala za nastop. Zdaj pa damo zopet nekaj časa, 2 minutki, nasprotni ekipi, da se pripravi. Ok,
Čas za pripravo je potekel, tako da zdaj vljudno vabim drugo govorko iz Nove Gorice, da nadaljuje za opozicijsko stran. Pozdravljeni, sem Nastja Orel, druga govorka in tokrat zagovarjam stran negacije. Torej, v svojem govoru vam bom dokazala, zakaj razvite države ne bi smele sprejeti, sploh pa ne vseh okoljskih migrantov. Torej, stran opozicije nam je v svojem drugem govoru poskušala znegirati argumente, ampak sedaj jih bom poskušala ponovno vzpostaviti in nadaljevala še z malo negacije njihovih argumentov. Torej, naj začnem z negativnimi posledicami, ki jih bo pravzaprav prineslo to, da bo njihova stran sprejela vse okoljske migrante, o katerih smo že govorili v našem prvem govoru, vendar želimo to področje še dodelati in to v bistvu hkrati negira njihovo negacijo naših argumentov. Torej, kot prvo, ekonomski vidik, ki se pravzaprav direktno kontrira z njihovim drugim argumentom. Torej, mi govorimo o tem, da bo prišlo do znižanja cene delovne sile, do obremenitev gospodarstva in znižanja standarda življenja. Torej, že danes imamo v Sloveniji ljudi, ki so revni, že danes imamo v razvitih državah ljudi, ki živijo na socialni podpori in na pragu revščine. Kaj se zgodi s temi ljudmi? Torej, te ljudje pridejo še na slabše stranje, torej država v bistvu ne poskrbi za svoje ljudi, saj začne še več vlagati tudi v tuje ljudi. Torej, kaj se iz ekonomskega vidika zgodi? Pride ljudje, ki niso izobraženi, lahko ljudje niso pismeni in niso usposobljeni. Torej, zavedati se moramo, da je to neka popolnoma druga kultura in popolnoma drugi standard. In če jih pride 1/8 sveta v 60 držav, ki so danes sposobne sprejeti migrante iz tujine, kaj se zgodi? Katastrofa. Torej, oni govorijo o tem, da bodo države sprejele po svojih sposobnostih, ampak njihove sposobnosti niso 1 milijarda ljudi in niso 1/8 svetovne populacije. Zato naša stran verjame, da lahko izboljšamo in dosti več vlagamo v tehnike, dosti več vlagamo v razvoj in tako rešimo korenino problema, ne pa le sprejemamo ljudi in posledično škodimo še državam, ki so v razvoju. Torej, če grem naprej na negativne posledice. Govorili smo tudi o tem, kako pravzaprav velikemu številu migrantov ne bi mogli zagotoviti dobrih življenjskih pogojev, zaposlitve, stanovanj, finančne pomoči. Torej, trenutno je vzpostavljen plan za migrante in sicer bi jih Evropa trenutno lahko sprejela 24 000. To je izjemno majhna številka, če primerjamo s tem, koliko bi jih pravzaprav potrebovalo pribežališče in verjamemo, da bi to bila le kratka rešitev, naša stran pa vam ponuja torej dosti bolj efektivno, torej drugačno rešitev. Torej, če grem naprej, če govorimo iz okoljskega vidika, bi prišlo do prenaseljenosti, do pomankanja, do opustošenja, hkrati bi prišlo do oslabitve sistema razvitih držav. Torej, kdo bo migriral iz države? Tisti, ki bo imel denar za to. Tisti, ki bo lahko plačal tistih 200 €, da ga bodo prepeljali iz države, ki v bistvu ima krizo, do države v razvoju. In to pomeni, da bomo pobrali državi, ki že tako v bistvu se težko prebiva, še tisto malo ljudi, ki imajo nekaj denarja in so vsaj delno izobraženi. Je to dobro? Definitivno ne. Torej, stran opozicije dobesedno reče, države bodo propadle, ker se problemov ne rešuje. To je izjavila njihova druga govorka in mi se s tem strinjamo. Zato naša stran verjame, da bomo probleme reševali, ampak ne tako, da bomo sprejemali nenormalne številke ljudi. Torej, razvita država lahko in bi morala sprejeti le del migrantov, za katere je sposobna dobro poskrbeti, jih izobraziti ter ob izboljšanju stanja postopoma tudi vračati v državo izvora. Torej, če grem še na to, kakšni bi bili ukrepi z naše strani v sklopu trajnostnega razvoja. Torej, mi bi investirali v krepitev trajnostnih in produktivnih dejavnosti, bi imeli boljše možnosti prilagoditve, bi blažili deforestacijo, pogozdovanje, čiščenje voda. To so stvari, ki se ne delajo dovolj efektivno in bi se lahko. In mi bi denar namesto v integriranje imigrantov vlagali v te projekte. Torej, načrtovali bi razselitev in integracije, izobraževali bi jih, izmenjevali izkušnje in znanje med regijami. Torej, imamo že v bistvu obstoječe primere mednarodne pomoči, kjer se je na primer država Bangladeš v neposredno ogroženih obalnih območjih zgradila zatočišča na 5 metrov visokih stebrih, ki se uporabljajo kot čore in imajo tako dvojen namen, šolanje in zaščito otrok. Torej, propozicija nam pravi, da to ni mogoče, imamo primere, da je, in na naši strani verjamemo, da moramo v takšne in še mnoge druge primere dosti več vlagati. Hvala.
Hvala govorki. Zdaj bomo zopet dali 2 minutki ekipi iz Kranja, da se pripravi. Ok, čas je potekel, tako da vabim tretjo govorko, da nadaljuje za ekipo iz Kranja. Ok, vse je v redu. Ja, bože. Ok, bom začela kar 3, 2, 1, zdaj. Draga sodnika, moramo se zavedati, da trenutna stran opozicije je pripravljena žrtvovati milijone življenj in jih pustiti pod vodo, pustiti jih v pripadajočih se državah, kjer bojo prepuščeni sami sebi, kjer bojo primorani umreti na mestu, ker njihove države gredo pod vodo. Povedali smo, koliko otokov bo dejansko pod vodo, kam bodo šli ti ljudje, kaj jih bomo pošiljali nazaj v državo, ki ne obstaja, kaj jih bomo preprosto zapustili in pustimo, da umrejo na mestu. Mi tega ne moremo sprejeti in zaradi tega smo na strani propozicije in hočemo sprejeti migrante. V današnjem govoru bom razdelila na 3 glavne trke, se pravi posledice za migrante, posledice za državo v razvoju in posledice za prejemnico. In da kar začnem s prvim trkom, se pravi posledice za migrantov. Veliko govora v tej debati je bilo o tem, kaj se bo zgodilo s samimi migranti, ali bodo na boljšem ali na slabšem. Njihova stran je trdila, da bojo živeli v slabih razmerah, da ne bomo dobro poskrbeli za te migrante. Vendar, ali je boljše, da jim dejansko damo posteljo, da nekako, če tudi je, ne vem, samo ena postelja v ubogi baraki, ali da sploh nimajo postelje, da sploh nimajo kje spati, da so prepuščeni sami sebi, da morajo biti na ulicah, ker jim je odplavilo bajto. Mi želimo povedati, da v primerjavi je naša stran avtomatično boljša, ker preprosto damo neko varnost, ker moramo se zavedati, da te ljudje želijo varnost. Vsa njihova stabilnost, ki so jo imeli v življenju, je bila v trenutku uničena zaradi posledic globalnih problemov in vsega tega. Moramo se zavedati, da mi moramo trenutno takojšno pomagati s tem, da jih sprejmemo, da vse sprejmemo, ne le nek delež, kaj se bomo odločali, ali bomo sprejeli samo mati ali mati in hčer. Moramo sprejeti vse, ne smemo jih ločevati in se odločati le za delež. Sprejmimo vse in pomagamo vsem, ker smo mi sami krivi za to, kot je odlično povedala naša prva govorka. In daj, da grem na drugi trg, kaj se bo zgodilo z državo v razvoju. Se pravi, oni so nam konstantno želeli povedati, da nič ne delamo za reševanje izvornega problema. Kot prvo se moramo zavedati, da je izvorni problem oziroma the core problem je, se pravi dejstvo, da je ta globalno segrevanje, ki se ne izboljšuje s časom, ki se ne izboljšuje v statusu quo. To ne gre kaj trenutno iz ne vem koliko 1000 emisij, ki si jih proizvaja na kar nič iz enega dneva na drugega s podpisom pogodbe. Ne, to bo trajalo desetletja in kaj njihova stran v tem predlaga? Ok, preprosto pustimo, da tisti ljudje, ki bojo v teh desetletjih umrli, ok, collateral damage, I guess, ampak pa če mi preprosto ne moremo pustiti tega. Zavedati se moramo, da njihova stran nima ekskluzivnega benefita, ker mi lahko še vedno na naši strani, kljub temu, da sprejemamo vse migrante, še vedno lahko pošiljamo razvojno pomoč, še vedno lahko pošiljamo tistim državam, ki pač ne bodo pod vodo, kar je majhen delež, ampak okej. Se pravi, teh držav na naši strani ne pustimo na suhem, tako da ta dobra stran, ki so jo želeli staviti, preprosto ni ekskluzivno za njihovo stran. Če tudi vzamemo njihov point in rečemo, ok, prav imate, to se lahko še vedno zgodi na naši strani, kar pomeni, da te točke preprosto ne morejo dobiti. In sedaj, da povemo še, kaj bo z državami prejemnicami. Ne moremo trditi, da bojo te države, da se bo ves denar pošel, ker smo povedali dober mehanizem. Se pravi, ustvarjalo se bodo nove službe, kot tudi te ljudje bojo lahko zapolnili delovna mesta, ki so trenutno v tej državi proste, ker v razvitih državah preprosto pomanjkuje teh nizkih del, kot so na primer gostinstvo in vse to, kot je že naštela prva govorka. Se pravi, je nek mehanizem, kako se bo denar obračal in kako bomo zagotovili, da življenjski standard ne bo padel, ker imamo konstanten cikel. Ker v trenutnih državah ni tega prirastka, kar pomeni, da potrebujemo pritok ljudi. Zaradi vseh teh stvari, ki so ekskluzivno boljše na naši strani, kot je, da pomagamo tem ljudem, naša stran preprosto zmaga to debato in sem zelo vesela, da sem na strani propozicije. Hvala.
Hvala govorki, zdaj pa damo zopet 2 minutki, da se ekipa iz Nove Gorice pripravi za tretji govor. Ok, čas je potekel, tako da zdaj vabim še tretjo govorko iz Nove Gorice, da nadaljujem. Ok, začnem čez 3, 2, 1. Pozdravljeni z zadnjega govora naše negacijske strani. Danes se bomo osredotočila predvsem na trge, ki sem jih zaznala v tej debati in preko njih negirala točke nasprotne skupine. Prvi, največji trg, ki sem ga, mislim, da zaznala, je glede kratkotrajne in dolgotrajne rešitve. Kaj nam propozicija ponudi? Vse ljudi moramo preseliti. Država bo propadla. 1 milijarda ljudi oziroma še več bo se sposobna integrirati oziroma bo sposobna za njih poskrbiti 66 držav. Ljudi bi mi obdržali v državi, vložili sredstva, da bodo lahko tam živeli in omogočili državam možnost razvoja. Propozicijska stran konstantno ponavlja, da države se bojo potopile, kako bomo vračali ljudi v potopljene države. Države se potopijo na vaši strani. Mi poudarjamo na to, da države ohranimo, da države v razvoju poskrbimo za njih. Kaj je cilj? Trenutno se celoten svet trudi, da ne delamo razlik, da bi se razvit svet vedno bolj razvil. In kaj delaste vi? Nerazvite države pustite propasti in razvite države kar naenkrat postanejo zatočišče za celotno svetovno prebivalstvo. To enostavno ni mogoče. Nikoli realno se ne obrnete na posledice, katere povzroča naval migrantov. Torej, preseliti celotnega območja ni mogoče. Danes sprejmemo en toliko migrantov, jutri en toliko. Ne moremo pa cele Azije, cele Afrike, vseh nerazvitih držav spraviti na eno celino. Zato ta point gre na našo stran. Drugi je glede izvora problematike. Oni govorijo, da bojo sprejeli vse prebivalstvo propadajočih držav in da bo lahko efektivno poskrbelo za vse prebivalstvo nerazvitih držav. In tudi kako je krivda držav, da moramo poskrbeti za njih. In hkrati povejo, da se trenutno ne rešuje problema, ki se izpostavlja v nerazvitih državah, torej ne rešuje se podnebnih sprememb in tako dalje, ker je to nemogoče s podpisom pogodbe. Kar je pa mogoče narediti, kar smo vam pokazali z našimi primeri, da poskrbimo za posledice, torej izgradujemo vodnjake, izgradujemo zatočišča za ljudi, ki so prikrajšani strani podnebnih sprememb, kar je mogoče, kar smo vam dokazali, da je mogoče. Torej ne, podnebnih sprememb ne moremo ščrtati, ampak lahko pomagamo ljudem. Torej vlagamo v rešitve in ne enostavno slepo sprejmemo množico ljudi in mislimo, da lahko za vse poskrbimo, kar gre spet na našo stran. Torej, močno je treba poudariti posledice vstopa v razvite države oziroma v ciljne države. Torej, propozicija konstantno ponavlja, kako migranti praktično dokažejo ekonomsko vzpostavitev ponovno, pa da ful delovnih mest v bistvu zasedajo, kako primanjkuje nam tudi v zdravstvu delovnih mest, kako bodo migranti, ki večinokrat so na robu revščine in so zadosti sposobni, da samo pridejo, ne vem, z vlakom, z ladjo do nas, kako bodo lahko oni zavzeli neko delovno mesto v našem zdravstvu, v naših dejanskih poklicih. Saj so povedali tudi za druge poklice, ampak kar vam hočemo mi dokazati, te ljudje niso na našem standardu, da bi lahko vseh sprejeli v neke delovna mesta, ker jih je enostavno preveč. Torej ne moremo preskrbeti ekonomske stabilnosti in zaradi tega bodo dosegali slab standard življenja. Govorili so o primeru, da jim ponudimo vsaj posteljo, da bodo vsaj lahko nekje spali, ali pa poskrbimo in jim zgradimo hišo tam, kjer so živeli, da ne bodo živeli v slabih pogojih tukaj, bodo lahko živeli, kjer so živeli, ker jim lahko pomagamo, ker razvite države so sposobne poskrbeti za nerazvite države z vlaganjem sredstev, kam smo vam na naši strani dokazali. Torej, propozicijska ekipa konstantno pozaba na besedo vse. Sprejeti bi morali vse okoljske migrante. To ni mogoče. Ne zavedajo se velikosti problema. Najrevnejši se sploh ne morejo izseliti, kar pomeni, da tisti ljudje jih ne bomo, praktično oni govorijo, da bomo mi pustili ljudi umreti. Ne, mi imamo preskrbo tistih ljudi. Vi pa vse sprejmeste, kar povzroči propad države, ker nikoli ne povedo, kako bodo lahko sprejeli 1 milijardo ljudi potrebne pomoči, ki nimajo financ, ki nimajo izobrazbe, ki nimajo nič. Torej, država na vaši strani se potopi, na naši strani poskrbimo za njo in praktično zmanjšamo razlike med razvitim in nerazvitim svetom. Za migracijo žrtev, okoljskih sprememb in sprejetjem vseh v razvite države povzročamo destabilizacijo ciljnih plus držav izvora. Kvarjati se ne moremo le z zasilnim reševanjem migracij današnjega dne, če bo nereševanje izvora privedlo v problem jutrišnjega dne. Rešitev za pomoč okoljskim migracijam ni slepo sprejemanje vseh migrantov, temveč postavljanje stabilnosti v državah izvora. Hvala. Hvala govorki. Zdaj nas pa čakajo še zaključni, krajši 2-minutni govori. Najprej govor iz strani opozicije, torej Nove Gorice, ki si lahko vzame 2 minutki za pripravo. Izvolite.
Ok, 2 minutki sta mimo, tako da zdaj prosim za zaključni govor iz strani negacijske skupine Gimnazije Nova Gorica. Beseda je tvoja, imaš 2 minutki. Pozdrav še zadnjič iz naše strani, torej sedaj vam poskušal konstruktivno predstaviti, zakaj bi morala naša stran zmagati in zakaj njihov svet enostavno propade. Hitro bom šla čez vse vidike. Torej najprej imamo moralni vidik, kjer oni enostavno izbrišajo nerazvit svet, medtem ko na nas kažejo s prstom, ker ne želimo pomagati revnim državam. Torej kar želimo mi storiti je to, da vložimo v revne države in v bistvu ne spodbujamo tega, da čez 50 let celoten svet živi na 2 kontinentih. Iz ekonomskega vidika, torej želimo podariti, da imamo omejeno enoto denarja, mi jo vložimo v razvoj, oni jo uporabijo na integraciji. Ponovno, rezultat, naši ljudje živijo slabše, njihovi ljudje dejansko živijo slabše, ker pač, kot smo poudarili, če prihaja takšna velika številka ljudi, enostavno ne moremo priskrbeti dobrih pogojev, medtem ko na naši strani vlagamo ljudi, hkrati pa je tudi, so tudi naši, torej sta tudi drugi govorki poudarili, da mi poskrbimo za revne ljudi, mi ne pustimo ljudi umreti. Torej, že sedaj je vzpostavljena mreža, ki pomaga ljudem takoj po katastrofah. Torej, imamo OZN, imamo Rdeči križ, torej imamo organizacije, ki pomagajo. Mi poskrbimo za te ljudi, vi pa vzamete tiste, ki se lahko preselijo. Nasprotna stran je čez celotno debato pozabljala, da migracija ni enako sistematično priseljevanje. Torej, oni govorijo, kako bomo sprejeli vse, ampak hkrati smo tudi mi poudarili, da nimajo vsi denarja za selitev. Torej, pri njih najrevnejši, torej rock bottom, ostane v državi in umre, medtem ko mi poskrbimo za njih. Kot drugo, trajnostno, torej oni v prvem govoru povejo, da pustijo države propasti, potem mi rečemo, da bomo mi vlagali, reče tudi oni, bomo tudi mi vlagali. Torej, hkrati pa poudarjajo, da države bodo propadle, ker se problemov ne rešuje. Točno to naša stran želi povedati. Torej, oni se nikoli ne realno obrnejo na situacijo. Govorijo le o tem, kako bodo sprejeli vse migrante, kako bo vse rožnato, kako bo v bistvu Slovenija čudovita in Evropa čudovita potem, ko bodo prišli vsi migranti. Realno pa pravzaprav praznijo države, pustijo ljudi umreti in v bistvu spostavljajo še slabši standard za našo državo. To je to iz naše strani. Menimo, da bi morala zmagati stran negacije. Hvala. Hvala za ta zaključek. Zdaj pa vabim še ekipo iz Kranja, da sklene to debato. Očitno kar brez priprave. Izvoliš 2 minutki. Odlično. Ok. Ja. Takole. Imamo cajt. Stalna opozicija v njihovem zadnjem govoru učitela, da se nikoli realno ne obrnemo na situacijo. Ok, prav, pa naj se realno obrnemo na situacijo. Trenutno imamo do leta 2050 po najboljših predikcijah 150 milijonov ljudi, ki bodo nekam šli. In kaj je njihov celoten respons na to celo debato? Ja, mi rešujemo probleme tam. Ja, v status quo tudi rešujemo probleme. Kako to zdaj izgleda? Imamo ne vem koliko milijonov ljudi, ko jih moramo sprejeti. Stalna opozicija popolnoma celo debato ignorira dejstvo, da pač že imamo te ljudi. Se strinjamo s tem, da je treba rešiti probleme, ampak predstavili so nam neko povsem napačno dilemo, da če mi rešujemo problem, da hkrati ne moremo poskrbeti za posledice. To je, da vi, ok, prav, rešujemo problem v unih nerazvitih državah, aj pa pustimo une, ko so pa prišli do nas, da kaj pa vem, se utopijo tam, ampak jih niso sploh omenjali v celotni debati, samo fokusirali so se na to, ja, mi bomo naredili boljše stvari v tistih samih državah. Ja, newsflash, to poskušamo delati že zadnjih 30 let. A to dobro učinkuje? Ne, zdaj imamo ne vem koliko ljudi, ko jih moramo vse sprejeti, zato ker nimajo kam drugam iti. Torej, da na hitro predstavim samo, zakaj bi naša ekipa morala zmagati, ampak zdi se mi, da je to že dokaj očitno. Prvo kot prvo, zato ker zmagamo v tem, kdo ponudi boljšo rešitev. Oni pravijo, ja, rešimo problem, nikoli pa in rečejo, ok, pustimo posledice za pozneje. In to, ja, to deluje v veliko problemih, če niso posledice ljudje. In hkrati je tudi problem, da pogledamo status quo, da se problem ne rešuje. Omenili so OZN, Rdeči križ, ja, fajn, kaj bodo oni naredili tam, ja, naredite si novo bajto, vam jo je že odplavili. Pač ne moreš kaj dosti rešiti,
zmagati tam. Hkrati pa smo zmagali povsem v našem drugem trgu, ki so bile ekonomske posledice. Celoten njihov argument je bil pravzaprav, da bodo ljudje in vse na slabšem. No, ampak potem je pa povedati tole, kam drugam pa naj grejo? Zdaj, prav, naredimo, da so boljše te nerazvite države. Še vseeno bomo imeli 150 milijonov ljudi, ko bodo mogli na neki točki iti. Ali jih potem sprejmemo, ali jih samo zavrnemo. In ker niso negirali naše odgovornosti, kadarkoli, absolutno menimo, da ima propozicija tukaj prav in da bi morala zmagati. In zato sem absolutno ponosna, da sem na strani propozicija. Hvala. Okay. Hvala za ta govor, hvala za celotno debato. Midva z Gorazdom kot sodnika bova se zdaj malo umaknila, da se pogovoriva in odločiva, kdo je zmagovalec. Vmes pa besedo predajam Tanji, ki se bo malo pogovorila o debati. V bistvu, kot smo slišali, najprej res iskrene čestitke. Jaz mislim, da bi tale vaša debata morala biti na Visokem komisariatu Združenih narodov. Dali ste, obe ekipi sta dali res iztočnice o družbenih problemih, s katerimi se srečujemo že zdajle. Tako ali so okoljski migranti, same te okoljske migracije, tudi kot ste sami že zdaj v razpravah povedali, niso definirani. In je bilo res se verjetno tudi zelo težko pripraviti na samo stvar. Edini moj komentar, drugače krasno, uživala sem 100 na uro, ne vem, kako naj rečem. Edini moj komentar je mogoče, da smo premalo to našo odgovornost kot tistih, ki smo povzročitelji globalnih sprememb. Na kak način moramo mi rekonstruirati naše gospodarstvo in naša vlaganja in multinacionalke, ki se selijo tja, da v bistvu smo mi tisti povzročitelji in da nekako moramo mi strategijo tudi za tukaj narediti, ne samo za tam, če že govorimo o tukaj in tam. In res hvala, mogoče vam dam sam, da na kratko besedo, da poveste, kaj vam je bilo pri tem najtežje oziroma na kak način so te priprave potekale. No, naše priprave so bile pač po večini, da smo kakšne članke gledali ali pa smo skupaj predebatirali, kaj smo prebrali in smo še z profesorco in še z Ivanom in gospod smo skupaj malo se pripravljali in ugotavljali, kaj dejansko je problem in kaj bi bilo tako nekako, kaj bi se lahko v realnem oziroma idealnem svetu zgodilo, ker nažalost je rahla razlika med tem, kaj je v idealnem svetu in kaj je dejansko mogoče. Se meni se zdi, da prav na to debato, ko smo se pripravljali, je bo malo težko zaradi tega, ker pač že te same definicije ni sploh najti podatke pa tako, ampak je pa pomagalo, da smo se že prej pogovarjali o podobnih problemih pa tako. Se mi zdi pa tudi nekako glede same teme, da v resnici, mislim, jaz sama se ne strinjam s trditvijo, zaradi tega, ker je pač prevelik absoluta, ne pač čist vse brezpogojno, ne, ampak se mi zdi pa, da si je treba narediti tako velike globalne spremembe glede tega nasploh, ker pač globalni problemi bi se nekako mogli reševati tudi globalno. Fair. Jaz imam v bistvu zelo podobno mnenje, kot obe... tole govori sploh. Ja, ok, cool. Jaz imam pravzaprav zelo podobno mnenje, kot obe dve moje sodebaterke. Pač priprave so potekale, definitivno moram izpostaviti Ivana, našo mentorco, brez njih pravzaprav teh argumentov, ko smo jih imeli, ne bi bilo. Je pa tudi ena stvar, da pač ko jaz pridem tam gor pa povem argumente, pred temu ni vseh argumentov, ko smo razmišljali o njih, pa smo jih potem mogli vreči ven zaradi časa. Tako da zdi se mi, da zaradi tega omejenega časa smo se poskušali res fokusirati na bistvo in zdi se mi, da to je tudi ena stvar, ko je premalo v današnji politiki, da se preveč osredotočamo na neke detajle in premalo na čisto bistvo, ki je, mi imamo neko odgovornost, so neki problemi, dajmo jih rešiti. Zdaj, moje osebno mnenje o trditvi tukaj ni pomembno, pač tako je. Ok, in to je to. Dela? Ja, ok. Jaz se strinjam s tem, kar je rekla prva govorka afirmacije. Skratka, Izabela, tako.
Tudi mi smo se provali fokusirati na te najbolj ključne, najbolj pomembne dele in priprave so v bistvu potekale. Smo se zbrali skupaj, smo se posvetovali z mentoricami, bi se rada posebej še zahvalila našim mentoricam. Naša podporna skupina nam je zelo pomagala, hvala njim. In smo res poskušali izluščiti to bistvo in kaj je dejansko center problema. Ne? In pač smo res hoteli izpostaviti te pomembne rešitve in tako. In tudi na nasprotni skupini, meni je bila ful všeč ta debata, hvala za debato in karkoli se, pač kakršenkoli je izid, jaz sem uživala v temu in smo vsi zmagovalci in ker se vsi želimo samo najboljše za današnji svet. Jaz se tu strinjam, mislim, tako kot pri vsaki debatni trditvi, vsaj jaz osebno prijem vedno od tega, da imam deljeno mnenje, da se težko postavim samo na eno stran in mislim, da prihaja vsak debater do teh dilem, ampak itak razvijamo kritično mišljenje in na koncu debate si prepričan, da v bistvu sploh ni mogoče, da bi vzeli vse migrante in da, ali pa pač, če si na drugi strani točno obratno. Ampak nima veze. V glavnem ja, tudi pri nas, kot je že naša prva govorka povedala, smo predvsem v bistvu se trudili z neko zdravo kmečko pametjo razmišljati v bistvu, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo na dolgi rok in kaj v bistvu lahko naša stran naredi, da bo v bistvu čim boljše za čim večje število ljudi. Tako da ja, to je to. Čakaj samo, da ne zvrnemo tam kaj. Ja, mislim, vse je bilo že dosti povedano. Pač taka debatna trditev je posebna sama zase. Mi tudi, ko smo prvo zvedli, smo bili ojoj, kaj bo pa zdaj to? Maj tako na začetku je vedno tako, ko se pa malo poglobiš in se predelaš stvari, se ti odprejo neki novi pogledi in mislim, da smo se dobro skoncentrirali, smo res, ko je rekla, provali čim bolj neki razumno, čim bolj tudi na dolgi rok pogledati, zato ker je dejansko to pač en problem, ki je že nekaj časa in tudi bo še kar nekaj časa verjetno in tudi bolj potenciran. Tako da ja, drugače pa debata mi je bila tudi meni ful všeč, se mi zdi ful dobro tako dinamično funkcionirala, tako da ja, bomo videli, kako bo. Jaz bi samo še dodala, pač jaz se prav spomnim trenutka, ko smo bili mi tri na Zoomu, se pogovarjali, kaj narediti z argumente in jaz prijem do tega podatka, ja, 1/8 ljudi bo potencialno do 2050 pač v bistvu ekološki migrant. In Lana tako, ojoj, resno, ko slabo. In pač smo dejansko pač šele takrat se začeli zavedati, koliko hudo je to in v bistvu, da to ni samo debata o nekih abstraktnih pojmih, ampak pač, da so to ljudje in pač smo kar imeli malo premora in samo vsakaj razmišljala, kaj to dejansko pomeni in kako število ljudi je to in potem smo šli naprej, tako da je bilo res. Mislim, je tudi, malo je bilo, ne vem, ti odprlo misli, no, tudi na splošno, da si se malo bolj poglobil v to temo, tako da je. Hvala, res to je, ne. Dejansko se dogaja, so realna tla in mi je zelo všeč, da ste res se toliko poglobili in raziskali tudi o tem problemu, ki obstaja. Iz publike mogoče še kaki komentar, mentorici. Jaz bi se samo zahvalila na tej točki vsem organizatorjem, ker tako kot je Izabela rekla, v bistvu tukaj so v zadnji zelo pomembni ljudje, brez tega mi danes ne bi tukaj sedeli. Pri nas je na obeh straneh ogromno dijakov, ki danes pač niso z nami, ampak povratna informacija je bila vedno znova, da so res ogromno odnesli, da so navdušeni nad tem, v bistvu, v kaj so šli. Tako da, ne vem, jaz lahko rečem samo pozitivno, no, pač v debatah samih sem že dlje časa, ampak tako kot je Miha rekel, ko ti dodaš eno tako pomembno vsebino, kot je bila pač tukaj nam dana za izhodišče, je res enkratno doživetje in meni ni nikoli bo niti za sekundo žal, da sem se tega udeležila in ja, karkoli se danes zgodi, no, jaz mislim, da smo se vsi na tej poti ogromno naučili, predvsem pa se res zelo lepo imeli, tako da hvala vam. No, tudi jaz se zahvaljujem res od vsega srca, predvsem Mateji, ki me je počakala, da smo se malce kasno prijavili. Malo sem nekako razmišljala, a še en projekt zraven, že tako jih imamo veliko, kot EPA šola, kot UNESCO šola, ampak to je tema klimatske spremembe, ki so del mene in mi zanje ni vseeno. In seveda kot geograf veliko o tem govorim in s temi debatami so naši dijaki imeli dejansko možnost veliko bolj natančno to proučiti,
kritično razmišljati, predvsem pa so se naučili poslušati, poiskati argumente za in proti, kar je zelo težko danes. In sploh v sedanjem času, ko vsi si mislijo, da lahko rečejo, kar hočejo, je ta način učenja velik doprinos za srednješolce sploh. Tako da vsem hvala, Mateja, tebi, Mihi in tudi gospodu Koruzi, ki nas je učil. Jaz sem čisti novinec pri debatah in po izobraževanju sem že mislila, da nekaj znam, sem gotovila, da mi še veliko manjka. Zahvaljujem se vsem mojim dijakom, tem tukaj in še veliko jih je doma, ki so res pristopili k srcem zraven, sploh pa naše 3 debaterke, ki so me učile že v prejšnjih letih, ko smo kot EPA šola tekmovali v debatah. Hvala tudi sedaj javno, Nastja, tebi sploh. In vsem vam upam na še sodelovanje v bodoče, tako da se že veselim. Hvala. Sej, jaz bi tudi samo 2 besedi pač rekla, da se zahvaljujem jaz tudi moji mentorci, profesorci, da sem se pač lahko priključila. Jaz sem zdaj ta 2. leto pri EPAS-u, to so malo skupaj, ne. Takrat je bilo ali bova ali ne, in potem je Katina, kaj bi ti, sem rekla, gremo v to, ne. Tako da smo se malo res učeva sproti in res tudi jaz sem hvaležna vsem našim 3 puncem, ki se lahko, v bistvu, to je medgeneracijsko učenje, tako da one nas učijo in to je meni res zelo, zelo pomeni, zelo ogromno, tudi jaz kot knjižničarka pač tukaj upam, da jim bom res lahko največ pomagala v smislu, ona kot profesorica geografije, ki ima ogromno znanja, jaz pa tista, ki pomaga iskati članke in vse tisto, kar spada zraven in relevantne in nerelevantne informacije. Tudi moram pohvaliti tudi tle naše 3 fante, oni so z oddelka športne gimnazije in smo zelo ponosni, da so lahko prišli z nami in so bili res pridni, tako da res hvala vsem, tudi iskrena čestitka vsem 6 in še podpornim skupinam. Hvala tudi gospodu Andriču in gospodu Koruzi za vso podporo in vso support, tako da jaz mislim, da bomo še kaj komunicirali. Hvala za vse in upam, da se bomo srečevali še kdaj in kje. Tako, hvala. Še kdo, mogoče kakšna misel po debati, tako kot smo rekli, pač dejansko jaz sem brez besed na koncu, ker je res Albin, Mateja. Drugače pa predamo besedo Mihi, sodnikom, da Jaz za razliko od Tanje nikoli nisem brez besed, tako da bom nekaj vseeno poskušal povedati. Najprej hvala za debato. Preden povem nekaj o debati, na koncu tudi povem, kdo je po najinem mnenju z Gorazdom, ki je mimogrede debatni mentor na gimnaziji Ledina. Kdo je zmagal to debato? Najprej 4 stvari, ki so se pa meni utrnile, medtem ko sem zdaj poslušal to mini razpravo. Najprej 2 stvari, ki so povedali, oziroma povedale debaterke in ki se mi zdijo zelo, zelo pomembne. Slišali smo, da je bilo zelo težko v ta kratek čas, v to časovno omejitev spraviti tiste najboljše argumente. In to je en zelo pomemben del te debatne metodologije, da si ne vzamemo, koliko časa želimo, in da znamo prioritizirati, da se znamo odločiti, kaj je pomembno, kaj bo najbolj delovalo na publiko, kaj je tisto, kaj res moramo prepričati nekoga, da bo sprejel naše stališče oziroma da bomo naše stališče najbolje predstavili. Se pravi, ta strateška prioritizacija pomembnosti argumentov, primerov in izbor, absolutno nekaj, kar manjka verjetno v javnem diskurzu in kar se pri debati učimo, kot smo zdaj ravno kar to slišali. Druga stvar, ki smo slišali pa z te strani, koliko težko je včasih, ko moraš zagovarjati stališče, ki ni popularno, se morda z njim ne strinjaš, je moralno vprašljivo, je kontroverzno in that's the beauty, da še jaz malo anglizmov uporabim, kar smo slišali, je poklicna deformacija debaterjev. Zakaj? Zaradi tega, ker debata ni
cilj, ki ga želimo doseči. Naš cilj v debati ni to, da oddebatiramo in nekdo zmaga. Naš cilj v debati je, da oddebatiramo, se postavimo v različna stališča, na različne zorne kote, jih v nulo poskušamo preučiti in se potem na koncu, ko se peljemo domov ali pa ko se pogovarjamo s svojimi mentorji, mentoricami ali pa ko se pogovarjamo ob naslednji kavici, odločimo, kaj pa zdaj zares mislimo. Potem, ko smo debatirali na različnih straneh. In to je tudi zelo pomembno pri debati. Pa dve stvari, ki sem jih mogoče slišal od mentoric, pa bi jih nakratko pokomentiral. V zadnjem času smo videli v slovenskem nacionalnem izobraževalnem prostoru ogromno nekih premikov. Premikov v smer kritičnega mišljenja, državljanske vzgoje, od uvedbe interdisciplinarnih sklopov gimnazije do prenove programov državljanske vzgoje in tako dalje. Ampak upam, da smo res v sklopu tega projekta uspeli nakazati, kaj tem programom manjka oziroma kako jih lahko obogatimo. Manjka jim neka vsebina, ki povezuje te različne stvari, ki daje različne zorne kote, tako v smislu historičnega, kontemporalnega, kot v smislu različnih geografskih pozicij in manjka jim recimo temu prenosljive, mehke veščine argumentiranja, nastopanja, analiziranja, raziskovanja, branja člankov. In mislim, da smo ravno v tem projektu dodali tem novostim, ki se v šolskem sistemu porajajo, dve stvari, ki jim vendarle še vedno manjkajo. In pa zadnja stvar, ki bi jo pokomentiral in sem jo slišal, je ta, da se na neki točki zdi, da morda nekaj veš, pol pa na koncu ugotoviš, da se še vedno učiš. In mislim, da je to tudi nekaj, kar dodamo z debato, debatno metodologijo, pa vsebino trajnostnega razvoja ali pa klimatskih sprememb, globalnega mišljenja. To je tisto, kar dodamo izobraževalnemu sistemu, da se ta nikoli ne zaključi, ker vedno je nov globalni problem, ki se pojavi in vedno je nov argument, na katerega je treba odgovoriti in vedno je nova javna debata, ki se odpre. In je to nikoli zaključen proces in mislim, da je to nekaj, kar je zelo pomembno. In zelo sem vesel, da sem slišal tudi zdaj iz prve roke izkušnjo novih debatnih mentoric, ki pravijo, da resnično gre za medgeneracijsko učenje in bi malo vodo na svoj mlin poudaril, če se spomnite, na prvem našem seminarju za nove mentore je bila moja druga karakteristika debatne metodologije, da gre za medgeneracijski pristop in sem vesel, da ste zdaj tudi to potrdili. Tako, no. Ok, zdaj pa nekaj o tej debati. Zdaj, a veste, lahko bi se sam strinjal s Tanjo, debata je bila odlična, zmagala je ta in ta stran, ampak jaz mislim, da tisti učitelji ali pa tisti komentatorji ali pa tisti trenerji, coachi, ki vam zgolj rečejo, da ste bili super, tisti zares ne zaupajo v vas, da se lahko izboljšate. Tako da jaz bom vseeno malo skritiziral in povedal, kaj mislim, da bi lahko bilo bolje, pa to ne zato, ker mislim, da bi bilo slabo, ampak zato, ker mislim, da je tu toliko potencijala kljub izjemno visoki kvaliteti, da se še izboljšamo. Bom to naredil zelo kratko, skozi pregled 3 kategorij, ki jih mi v debati ponavadi ocenjujemo. Prva kategorija je stil. Mislim, da smo slišali zanimive govore, mislim, da smo slišali dokaj jasne, strukturirane govore in zagotovo smo slišali entuzijastične, intenzivne govore. Zdelo se je, da ste res prepričani v svoja stališča. Kar se tiče stila, bi bil nasvet strani nekoga, ki se ukvarja s komunikacijo, verjetno to, da naj debateri na obeh dveh straneh oziroma debaterke poskušajo vendarle svoje govore pretvoriti v malo bolj naravno govorico. Zdaj, tukaj ste imeli srečo, da ste govorili pred dvema izkušenima debatnima sodnikoma, ki sta znala opraviti s tem debatnim žargonom in hitro, intenzivno govorico, a vendarle sodnik se bi naj vedno postavil v debati v pozicijo nekega povprečnega državljana, povprečnega intelektualca, ki zdaj se poskuša odločiti, katera stran je bolj prepričljiva. Se pravi, debaterji si vedno morate predstavljati, da pred vami, da ste za mizo božična večerja, pred vami sedi mama, ki je apolitična, oče, s katerim ste na absolutno diametralno političnem polu, the crazy uncle, senilna babica in, razumeš, popolnoma, ne vem, sestra ali brat v puberteti. Se pravi, čisto različna publika in vi morate zdaj prepričati njih. Se pravi, čim manj uporabe žargonske govorice in več naravne govorice, ki bo naslovila čim večji spekter ljudi. Toliko o stilu.
Kar se tiče vaše argumentacije, mislim, da ste, in to se oba dva z Gorazdom absolutno strinjava in na to je opozorila že Tanja, ste se odločili za zanimive argumente, dobre argumente, zdi se, da resnične argumente. 3 nasvete. Prvi nasvet za obe strani, morda bi lahko na nekaterih točkah poskušali poglobiti svojo analizo oziroma bolje razložiti nekatere korake, ki so v vašem sklepanju manjkali. Če si sposodim primer iz skupine iz Kranja. Zagotovo je ostalo neodgovorjeno vprašanje, zakaj iz dejstva, da problem obstaja in da je zahodni razviti svet za problem kriv, zakaj iz tega sledi moralna dolžnost za reševanje tega problema. Absolutno se to zdi intuitivno resnično, analize pa zares nismo slišali. Druga stvar, ki bi morda v smislu argumentacije analize omenil, je uporaba relevantnih primerov in primerov, ki poskušajo odslikati, naslikati konkretno stanje. Če si tokrat vzamem primer iz skupine iz Nove Gorice, za argument o ekonomski krizi bi verjetno bila boljša uporaba nekih statistik ali pa analiz držav, ki sprejemajo migrante v zadnjih 20 letih, ne pa analiza Rimskega imperija, ne. In zadnja stvar, kar se tiče analize, na obeh dveh straneh, morda bi se lahko poskušali pri vsakem svojem argumentu zastaviti še eno dodatno vprašanje. Zakaj je ta naš argument pomemben za to debato? Zakaj je relevanten za to debato? Če dokažemo, da se bo zgodila v razviti državi ekonomska kriza zaradi prihoda migrantov, zakaj je to pomembno ali bolj pomembno od morebitnega trpljenja migrantov na drugi strani? Če dokažemo, da bo država imela izjemno ekonomsko korist, kot je trdila ekipa iz Kranja, zakaj je to že razlog, da jih moramo sprejeti? Skratka, morda so je pri nekaterih, sicer odličnih argumentih, manjkala analiza vprašanja pomembnosti relevance teh argumentov. In pa še zadnja stvar, ki jo pri debati ponavadi ocenjujemo, to je komunikacijska strategija. Torej ne to, kaj ste zares dokazali, oziroma ne ali ste to dokazali, ampak bolj kaj ste se sploh odločali dokazovati, kaj ste poskušali dokazati vaši publiki, da jo prepričate v svoj prav. In tu mislimo, da se je propozicijska stran, torej ekipa iz Kranja, mogoče nekoliko premalo usmerila na konkretizacijo pozitivnih učinkov akcije, ki ste jo predlagali, ne. Se pravi, ogromno je bilo nekega zelo emocionalnega govora o problemu, ki obstaja, o moralni dolžnosti, ki naj bi jo imeli. Morda je čisto v strateškem smislu manjkalo nekaj razprave o zelo konkretnih pozitivnih učinkih, s številkami, zgodbami ljudi, ki jih bo vaša akcija povzročila, in pa morda, kar se je v debati izkazalo za zelo pomembna, morda bi si ekipa iz Kranja morala posoditi tudi nekaj več časa, da razpravlja o tem, da njihova rešitev, torej sprejem vseh migrantov, ni izključujoča si z morebitnimi drugimi akcijami in rešitvami, kot so različne ekonomske pomoči nerazvitemu svetu oziroma svetu, ki se spopada z klimatskimi spremembami. Kar se tiče na opozicijski strani, torej ekipe iz Nove Gorice, sva pa oba dva sodnika mislila, da je bil vaš strateški problem prioritizacije argumentov. Skratka, ogromno ste se ubadali s vprašanjem morebitne škode, ki jo lahko akcija, ki jo ekipa iz Kranja zagovarja, prinese. Ogromno časa ste porabili, da ste to akcijo dokazali, morda pa se niste dovolj osredotočili na vprašanje, kaj točno so vaše alternative in zakaj točno so vaše alternative boljše, ter zakaj točno so vaše alternative izključujoče si s tem, kar predlaga propozicijska stran. Skratka, večinoma, če se osredotočimo na zadnje govore, na vse trke, ki so jih debaterke opisovale, ne, večino te analize je slonelo na eni predpostavki okoli teh alternativ, ki jih je stran iz Nove Gorice zagovarjala, in nismo zares dobili resne analize o tem, kaj so te alternative, zakaj so boljše in zakaj jih ne moremo furati hkrati s predlogom propozicijske strani. To bi bil nasvet za obe ekipi. Zdaj pa odločitev. Na podlagi 3 kratkih točk sva se sodnika odločila tako, pa grem prvo skozi, ali pa ne bom povedal, pa potem na kratko razložim. Sodnika oba dva sva se strinjala, da je bila to izjemno tesna, absolutno nadpovprečna debata, sva se pa oba dva sodnika soglasno na koncu strinjala, da gre zmaga propozicijski ekipi iz Kranja. Čestitke. Vseeno tudi aplavz za odlično borbo in odlične argumente na negacijski strani.
Čisto na kratko, dovolite mi 30 sekund, da povem, zakaj takšna odločitev. Prvič, vprašanje alternativnih mehanizmov. Nismo zares dobili odgovora, kaj ti mehanizmi so in zakaj so boljši. Zares so bili predstavljeni šele v drugem govoru. Nikjer pa nismo dobili odgovore in analize, zakaj so ti mehanizmi izključujoči si sprejemov migrantov. Predstavljamo si, da obstajajo ti argumenti, se pravi, da nimamo dovolj politične volje, financ, moči, da to izpeljemo. Te analize nismo dobili. Drug razlog, negacijska stran ni imela dobrega odgovora na vprašanje, kako bomo reagirali na konkreten problem. To so begunci, ki trpijo in je z njimi nekaj treba narediti. Se pravi, tudi če bi negacijska stran dobila argumentacijsko bitko na ravni morebitnih alternativ, bi težko zmagala to debato, ker še vedno nima odgovora na vprašanje okoli problema, s katerim so se strinjali. In to so begunci na mejah, ki so tukaj in zdaj. In propozicijska stran je v drugem delu debate zelo dobro izpostavljala obstoj teh problemov. V nečem, čem je bila negacijska stran izjemno močna, je analiza različnih vrst škode, ki jih lahko akcija propozicijske strani pripravi, ampak to po najnem mnenju ni bilo dovolj za zmago zaradi dveh razlogov. Prvič, ker nismo dobili primerjalne analize, zakaj so te škode večje od koristi, ki jih dobimo. In druga stvar, opozicijska stran niti ni zares zmagala točke okoli vprašanja škode. Zakaj? Propozicijska stran, ekipa iz Kranja je imela kar nekaj dobrih analiz, s katerimi je poskušala direktno negirati dejstvo, da se bo ta škoda, torej neka ekonomska kriza zgodila. Torej, kljub temu, da mislimo, da je na vprašanju škode imela prednost in bila boljša ekipa na negacijski strani, je ekipa iz Kranja naredila dovolj, da je ubranila učinke tega argumenta in si zato prislužila zmago. Še enkrat pa res čestitke obema ekipama in upam, da se drugo leto vidimo na full tekmovanjih, tudi v finalih. Še v mojem imenu najlepša hvala za današnje tekmovanje, za vso pronicljivost, ki smo je bili deležni, naukov, ki smo jih lahko slišali, ampak mislim, da vam kot tekmovalkam je verjetno to ostalo najbolj v spominu, kako trdo je treba delati za to, da lahko argumentiraš neko stvar. Naslednjič bom na takšno tekmovanje pripeljal mojo osnovno šolsko hčero. Zdaj, moja vesela dolžnost je, da podelim priznanja. Seveda najprej priznanje gimnaziji Nova Gorica za drugo mesto. Nasti Orel. Gaji Renje. Lani vodopivec, vsaki posebej, vsem pod ekipi čestitam. Upam, da se še vidimo, gotovo se bomo pa še slišali. Najlepša hvala. In druga vesela dolžnost, priznanje tekmovalkam gimnazije Kranj za osvojeno prvo mesto na državnem Climate of Change debatnem tekmovanju. Vsi vemo, kaj to pomeni, neke jesenske obveznosti. Že zdaj, treba se začeti pripravljati, nič konec počitnic. Septembra? Vas bomo držali v negotovosti tako dolgo, dokler ne bomo vedeli sami. Urša Avčin. Urša, čestitam. Izabela Vitonja. Izabela, čestitam. Anja Šlinc, čestitam. Vse dobro. Dijakinje, greste novembra v Bruselj na vse Evropsko Climate of Change tekmovanje, kjer bo 117 tekmovalcev iz
13 ali pa 16 držav, zdaj sem pa pozabila. Bo med 19. in 12. novembrom, imamo zdaj ta datum. Tako da mi smo vsekakor na vezi, obema ekipama res pač iskrene čestitke.